Pozdravljeni. Ta teden imam pa poseben navdih glede branja kart in gremo še enkrat, še eno branje kart. V glavnem, kaj vam sporoča? Ti, ki tole poslušaš, svetla duša, kaj ti sporoča stvarstvo? Kaj je ta trenutek zate pomembno? Kaj je prav, da ozavestiš? Mogoče kaj je prav, da spustiš? 6 kart. Ok, da vidimo. Prva, druga, tretja, pa tale vam gleda, četrta, peta pa šesta. Da vidimo. Angelski glas. Dovoljuj, da te vodijo nebesne sile. Bodi v sebi mirna, ker v sebi veš, se zavedaš in imaš vodstvo in samo mir, to je edina stvar, dovoli, da te vodijo nebesne sile. Naslednje sporočilo je partnerstvo. Vedno si s pravimi ljudmi. Mogoče imaš občutek, da določeni ne pašejo ravno v tvoje življenje, ampak ti nosijo lekcijo in so pravi ljudje. Se pravi, vedno se povezuješ s pravimi ljudmi, ampak spet bodi pa pozorna, katera čustva ti grejo skozi, kaj zaznaš. Ne padaj na besede ljudi, ko rečejo, ne vem, ko mogoče omeniš kakšno čustvo, pa reče, to je samo v tvoji glavi, ti si nekaj domišljaš. Zaupaj svojemu vodstvu in kar je naslednja karta, zaupanje. Zaupam vase in v življenje, ker mene podpirajo vsa svetlobna bitja, ampak zaupam vase. Kaj to pomeni? Zaupaj temu sporočilu, recimo, imaš občutek glede nečesa in omeniš nekomu glede tega občutka in potem seveda, ker pritisneš točno na resnico, dobiš reakcijo. Ti se nekaj domišljaš in tako naprej. Kakor nekdo odreagira, pomeni, da si pritisnila na ta pravo tipko in da je to resnica. Enostavno zaupaj svojemu sporočilu, vodstvu in zaupaj tudi to, da te pač stvarstvo, tvoja duša vodi do poti, glejte do česa, do svobode. Tebe pelje vse skupaj v svobodo. Pač osvobodi se določenih okovov, od določenih pričakovanj mogoče, kaj se pričakuje od tebe, kako bi mogla, ker se to od nekdaj dela. Kaj je tisto, kar bi mogla pač enostavno spustiti, ker ti si svobodna, ti si duša, ki si svobodna in predvsem pogumno se odločaj za sebe, ne za druge, kar nekdo pričakuje od tebe, mogoče da boš nekomu olajšala življenje ali pa karkoli. Enostavno se pogumno odločaj za sebe. Osvobajaš se vseh spon, prepričanj, odnosov in vzorcev, ki te zadržujejo v nezadovoljstvu. Bodi mirna. Neskončnemu tebi vse uspeva. Neskončnemu tebi vse uspeva. Tvojemu življenju vladata božanski red in mir, ker tvojega duha prežema božanska ljubezen in dovoli, da te na vseh področjih vodi božanska inteligenca. In potem naslednje sporočilo je sončni žarek, ampak svoboda pa slovo sta prišla. Se pravi, nekaj boš morala spustiti v svojem življenju. Nekaj je prišlo do tega, da enostavno je čas, da se posloviš in da enostavno zaključiš ene zadeve. Primerjaj se na ta način kot roža. Roža je v nekem lončku. In ko preraste ta lonček, če jo ne presadiš, če ne gre v novo zemljo, bo začela hirati. In ravno tako je s tabo. Pač nekaj si prerasla in ni nič narobe, če si prerasla, pač čas je za premik in se ne oklepa tega, ne, ker sem v tem lončku že cel življenje. Ja, pač prerasla si ga in pač je v redu, da kakšna stvar odide. In dovoli, da se sončna energija zgodi v tvojem srcu, ker ti imaš zadaj večji namen in čas je, da začneš svetiti ljudem, ne samo sebi, ker ti si žarek sprememb. Očitno te vodi tvoja duša po enih poteh, kjer boš prišla počasi do tega, da imaš življenjsko poslanstvo.
Ker na zemljo si poslana, da ljudem svetiš. Stvarstvo te potrebuje prav ta trenutek. Povezuj se z izvorom svetlobe. Dovoljuj, da te vsako jutro napolni nova energija in dovoli, da sončna energija pride v tvoje srce in dovoli si žareti v ljubezni. No, to je zdaj prvi sklop, gremo naprej na naslednji sklop. Kaj ti ta trenutek stvarstvo sporoča? Kaj ti želi povedati? Kaj je tisto, kar kratko mogoče kot nek zvonček, ki zvoni, pa ga mogoče niti ne želiš slišati? Spet 6 sporočil, no prav, pa gremo na 6 sporočil, ta gleda ven, pa ta gleda ven, pa ta prva, pa ta zadnja, pa še ena vmes. No, da vidimo, 6 sporočil. Zanimivo. Razumevanje imaš in se osvobajaš, pač kletka se je odprla in zdaj boš lahko poletela. Poletiš v svobodo. Pač razumevanje je prišlo do te točke, da enostavno ne moreš več biti v kletki. In to razumevanje je povezano s preteklimi življenji. Se pravi, zadaj je to karmična zadeva, ki jo moraš ozavestiti in moraš dati skozi. Zate je pomembno za tvoj razvoj, pa verjetno tudi pomembno zato, ker boš ti pol naprej širila, ker dokler ti ne ozavestiš, ne moreš tega niti učiti. Prišla si do točke, do zorenje, dobesedno si tako, pač zrela si. Cajt je za naprej, enostavno tudi če nočeš, ne, to jabolko, ki je zrelo, pade dol. Ne more se več oklepati veje, enostavno pade dol. Enostavno gre naprej, ne. In zanimivo spet, ledena osama, se pravi spet neko topljenje čustev, solze, okovov, oklepa. Enostavno v tvoji samoti se bo stopilo nekaj in bo prišlo do tega, da boš prišla do tega, kar je tvoje poslanstvo, svet. Zanimivo. Ti, ki tole poslušaš, tvoje poslanstvo je očitno večje kot samo mešanje, ne vem, kuhanje enega kosila, ampak je nekaj večjega. Povezano celo s svetom. Ne se ustraš tega, energije se spreminjajo in ja, tvoja vibracija vpliva dejansko tudi na svet. Zdaj imaš pa tukaj le past, kje se lahko ujameš v krivdo. Kdo ti mrši lase, kdo ti nabija krivdo, kdo ti govori, kaj bi bilo treba, kako se je vedno dogajalo, zdaj boš pa malo tako. Kdo ti povzroča krivdo? Mogoče tvoja lastna krivda, ker si nekoč nekaj naredila, pa bi mogoče dosti drugače. Mogoče nekdo od tvojih, ki ti govori, da se točno tako dela. Kaj ti povzroča krivdo? Ker to je pa v bistvu kot ena tvoja zanka in je prav, da jo zavestiš, ker drugače te bo kot elastika vedno vlekel nazaj. Pač eno krivdo imaš za počistiti. No, gremo naprej na naslednji sklop kart, da vidimo, ven je poletela vitez palic. Se pravi, tukaj neko novo področje pri tebi, modrost, nek nov začetek, mogoče povezano tudi s pogumom, ki je povezano s tem, da enostavno, da nekaj presežeš, kar te močno omejuje. Pač vitez pa naprej in recimo razlaga pri tej karti je povezana s tem, samo vitezi palic, pa ne vem kdo, pa norci grejo tja. Ampak očitno moraš iti tja. Tvoje življenje te pelje tja, ne se ustraš tega, ne zbežati, ker je dejansko to kot neka božanska sodba. Ta trobi nad trobento. Pojdi, moraš iti naprej. Zanimivo, dobila si kralja palic. Mogoče si ti ta, ki imaš v sebi modrost. Dajmo pogledati naprej. Naslednja. Še 2. Da vidimo. Zanimivo. Da ti razložim. Se pravi, za teboj je neko obdobje in popila si vse čaše. Vse je samo še polito, nič več nimaš.
Pred tabo je sicer luna, ki je povezana s podzavestjo, ampak je tudi dan, ki se že svita. Pač za tabo je nekaj, ena lekcija, ki si jo mogla dati skozi. In tukaj je 2, 4, 6, 8 politih čaš oziroma praznih čaš. Ti greš naprej, enostavno puščaš nekaj za sabo in to je bilo eno obdobje, ki si se nekaj učila. In naslednja stvar, imaš pa 3 krasne karte, se pravi, kralj palic, ki je povezan z modrostjo. Poseduješ neko modrost. Potem je tukaj so novci, poseduješ bogastvo in je čas, da ga začneš uporabljati. Ker ga imaš v sebi, ne odhaja, tvoje je. In kočija, ki te bo popeljala naprej, ampak ta kočija sama po sebi se ne premika, ker sta tukaj 2 sfingi, ampak ta oseba usmerja tok, kam bo šla, zgolj s svojimi mislimi. Se pravi, tvoje misli, kamorkoli boš usmerjala, ali boš usmerjala pač v staro ali v novo, tja te bo popeljalo življenje. Zato dovolj si sanjati na veliko, dovolj si videti večjo sliko, dovolj vprašaj mojstre, tvoje vodnike, kaj je tvoj namen, ampak pojdi delati tisto, česar te je najbolj strah. Si na začetku nečesa, tukaj je paž mečev, se pravi, se učiš nekih veščin, mogoče zdaj še ne znaš tega delati, ampak začni, ker z vajo boš pridobila znanja, ali veščine, znanje že imaš, ampak veščine in lahko jih dobiš samo s tem, da delaš. Ne moreš jih pridobivaš s tem, da se skrivaš. In to obilje, polne čaše, je čas, da začneš deliti. Začni deliti to, kar imaš zapovedati. Očitno je pred tabo čas, ko te bo tvoja duša popeljala do tega, porinila naprej, da začneš deliti s svetom to, kar imaš za pokazati. Tako da kar pogumno, sigurno to, kar ti delaš in kar mogoče zdaj v samoti ustvarjaš, je namenjeno za nekoga, za več ljudi, ki jim bo pomagalo pri njihovi vibraciji, pri njihovem napredku. In enostavno vse je v redu, pač samo določene stvari se bojo zaključile in potem lahko greš naprej. Tako da uživaj na tem tvojem potovanju odkrivanja, kam te pelje tvoja duša, ampak sigurno te pa pelje nekam, kjer še nisi bila. Pa kjer mogoče nimaš neke utečene poti pred seboj, ampak tam, kamor te pelje tvoja duša, je veličastno, je v redu. Tako da zaupaj in boš videla, vse se bo zgodilo takrat, ko bo pravi čas. Tako da uživaj.